Vaša eminenca, kardinal Rode, dober večer. Lepo pozdravljeni vsi na tem drugem goriškem večeru, ki nam ga omogoča Celjska Mohorjeva družba. Med nami sta Simon in Tanja Ozvatič, ki se jima zahvaljujem. Pri Celjski Mohorjevi družbi so išli spomini našega nocojšnjega imenitnega gosta z naslovom Vse je dar, o tem bo govor kasneje. Kajti tudi tokrat, kot zadnjič, bo naše srečanje uvedla slovenska pesem, najlepša pesem, ker jo zapojejo otroški glasovi in to otroci cerkvenega zbora, ki deluje tu v Novi Gorici. Ta zborček pa vodi Ana Perne, prosim. Hvala Ani Perne in seveda mladim glasovom, mladim upom, pevskim upom naše Goriške. Večer, kot rečeno, prirejamo s Celjsko Mohorjevo družbo in v sodelovanju s sestrsko Goriško Mohorjevo družbo, ki tu deluje čez mejo. V prvi vrsti je tudi naš predsednik, monsignor Renato Podbersič. Ob teh dveh logotipih je še tretji logotip in sicer Zavod 1539, ki je nastal tu v Novi Gorici v luči Evropske prestolnice kulture, ki bo leta 2025 in zato pred mikrofon vabim Bogdana Vidmarja, ki je vikar pri koprski škofiji za Evropsko prestolnico kulture in obenem pozdravljam seveda tudi koprskega škofa Jurija Bizjaka. Lep pozdrav vsem, ki ste se odzvali vabilu na to belo nedeljo, tudi praznik Božjega usmiljenja v katedralo Kristusa odrešenika, da prisluhnemo pogovoru s kardinalom
doktorjem Francem Rodetom, ki bo predstavil svojo najnovejšo knjigo in poseben pozdrav seveda vam, gospod kardinal in gospe Eriki Jazbar, ki bo vodila ta pogovor. Pozdrav tudi predstavnikom obeh Mohorjevih družb, tajniku, šoferju, ne vem, sem že pozabil ime, in seveda tudi našemu škofu, koprskemu škofu, monsignorju Juriju Bizjaku in župan mestne občine Nova Gorica, Samuel Turel, se opravičil zaradi drugih zadolžitev, je pa med nami, ga zastopa gospod Anton Harej. Lep pozdrav tudi vam. Naj zaključim z molitvijo. Usmiljeni Gospod, daj kardinalu Francu Rodetu in nam vsem še veliko darov, veliko milosti in veliko veselja. Preden začneva s pogovorom, pa še krajši pozdrav civilne oblasti. Kot rečeno, med nami je podžupan mestne občine Nova Gorica, Anton Harej, ki bo spregovoril tudi v imenu vseh županov Goriške. Pridi. Lep pozdrav tudi v imenu mestne občine Nova Gorica. Seveda vsem častnim gostom, predvsem pa škofu Juriju in pa njegovi ekscelenci, gospodu kardinalu Francu Rodetu. Dobrodošli v naši občini, mestni občini Nova Gorica. Ponosni smo, da če nas obiščejo tovrstni gostje, kakor ste vi, gospod Rode, kajti veliko se lahko naučimo od jasne misli in jasne besede. Tu bi mogel biti zgled tudi nam, tudi v prihodnosti. V mestni občini Nova Gorica se intenzivno pripravljamo na Evropsko prestolnico kulture, ker bomo morali dokazati, da smo evropski, in tu je za nas kar velik izziv. Namreč radi bi pokazali, da smo del, tudi slovenski narod, tudi ta goriška del Evrope. To je pred nami kar pomembna naloga, tako da upajmo, da jo bomo, res želim, da bi jo uspešno izvedli. Namreč 1751 vemo, da je bil oglejski patriarhat ukinjen, ustanovila se je nadškofija Goriška z Gorico, šele 1787 se je metropolitija prenesla v Ljubljano, tukaj pa ostala Goriška škofija. In nekako z leta 1945 se je to nekako prekinilo in želeli bi zopet ovrednotiti ta prostor, to širšo Goriško, ki je nekako s to mejo, s to delitvijo po letu železno zaveso, ta meja, železna zavesa nekako prekinila ta prostor. Tako da jaz si želim, da tudi s tovrstnimi dogodki, kakor je današnji, bomo znali preiti in se naučiti še bolj močnega sodelovanja in dejansko skupnega življenja tega prostora, kakor je bil že prej, deloma italijanski, deloma slovenski oziroma furlanski, pa tudi nekaj nemškega je bilo včasih. Tako da si želim enega dobrega sodelovanja, dobrega medsebojnega razumevanja in spoštovanja in želim si, da bi znali izkoristiti to Evropsko prestolnico kulture 2025. Hvala lepa. Tako se je zaključil ta naš prvi uradni del in sedaj bi povabila našega uglednega gosta na oder, da se začne najin pogovor o knjigi, ki je lani izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. Prosim.
Saj ste navajeni nastopati pred številno publiko, vi vedno prikličete pozornost širšega občin. Ne, žal, ni to. Jasna beseda je vedno, recimo, dobra podlaga za pozornost. Torej, cenjeni kardinal Rode, vaša eminenca, najprej hvala, da ste si vzeli čas za to goriško čredo slovenskih vernikov, ki je čezmejna, dokaz je tudi tu na odru, kajti jaz prihajam iz Gorice, iz goriške nadškofije in brez nobenih težav in brez nobenih problemov delujem tako v Novi Gorici kot v Gorici in to je znak pač, da tisti, ki smo del cerkve, presegamo meje še pred politiko. Torej, ta čreda slovenskih vernikov, ki se zbira v tej posebni cerkvi, zgrajeni komaj leta 1982. Nova Gorica je mesto, ki je bilo načrtovano brez cerkve, ni bila potrebna za načrtovalce. Do njene gradnje je prišlo po dolgotrajnih prizadevanjih, pritiskih in seveda težavah. Pod njo je bilo obvezno zgrajen ta protiatomski bunker. Lansko leto je del tega postala ta dvorana, ki je mišljena ravno zato, da bi se v njej dogajali dogodki, ki so vezani na Evropsko prestolnico kulture in to z enim posebnim pečatom, s krščanskim sporočilom, kajti tako kot zgleda pri odgovornih za Evropsko prestolnico kulture, velikega posluha za te vsebine ni. V naši narodni zgodovini vi ste tretji slovenski kardinal, če smo tehnično precizni, pa drugi. Prvi je bil Jakob Misja, ki počiva tu nad nami na Sveti Gori, je bil goriški nadškof, zadnje 4 leta svojega življenja, zadnja 3 leta kardinal, drugi Alojzij Ambrožič, vendar Alojzij Ambrožič je bil kanadski kardinal slovenskega rodu. Tako. Vi ste pa tretji oziroma drugi, kajti s kardinalom Ambrožičem vas veže ta skupna pot begunstva leta 1945 na Koroško, potem on je bil v Kanadi in se je po študiju v Rimu v Kanado tudi vrnil. Vi pa ste se odločili, da iz Pariza v najboljših letih se vrnete v matično državo v Slovenijo. Ampak zdaj postajam predolga in antipatična, zato k najnemu pogovoru. Ta pogovor nastaja ob tej bajni knjigi, ob kateri zadihaš, bi rekla jaz, zaradi vsebine, zaradi dometa, zaradi globine, zaradi neizmerne kulture, srečanj, zanimivih protagonistov, kontekstov in pa seveda zaradi jezika. Krasnega jezika, ki v matičnem prostoru ni zelo razširjen, ker ima nekaj melodioznosti latinskega, ima to veličino francoskega, preciznost nemškega in globino srednjeevropskega. Ne vem, boste povedali, če se s tem strinjate. In začela bi prav pri začetku. Pri predvojni Sloveniji, v kateri ste vi odraščali, preden ste jo z družino zapustili. Kakšno Slovenijo ste vi zapustili, Slovenijo, družbo, cerkev, vernost, družine, ste zapustili leta 1945 in v kakšno Slovenijo ste se vi vrnili leta 1965? Kakšno razliko ste videli in danes, kako vidite kot najslabšo usedlino, ki je v slovenskem človeku ostala po tem režimu, ki smo ga zapustili leta 1990, kaj je najslabšega pustil slovenski duši? Hvala lepa, gospa Erika, za ta uvod in za vaše vprašanja. Jaz bi najprej, če mi dovolite, bi najprej spregovoril o, rekel, neko preliminarno ali vodno misel glede iskrenosti podobnih izpovedi, kot je moja in so ponavadi osebne izpovedi ljudi.
No, pred par dnevi sem bral v španskem časopisu El País tole. Dne 9. julija 2016 je nekdanji bolgarski kralj Simeon predstavil svoje spomine. Na tiskovni konferenci v Madridu ga je spremljal njegov prijatelj, španski kralj Juan Carlos, ki se je 2 leti prej odpovedal svojemu prestolu. Španskega kralja so vprašali, ali tudi on namerava objaviti svoje spomine. Juan Carlos je odgovoril, ne, nikakor. Čemu bi objavil laži? Resnice itak ne smeš povedati. Tako bom vse ohranil zase in odnesel s seboj tja gor. Torej, tu je vprašanje, koliko so osebni spomini lahko iskreni, dokam lahko ta iskrenost gre. In dokam lahko gre tudi, če hočete, tisto, kar bi denimo lahko škodovalo ali ljudem, o katerih govorim, ki jih poznam, o katerih pišem, ali bi škodovalo recimo instituciji, ki jih služim, se pravi cerkvi. Tu so vprašanja, ki so gotovo na mestu. Torej, moj odgovor je, da vse, kar sem napisal, je res. Laži mislim, da ni. Ni pa vsa resnica, ker tudi vsega ni pametno povedati. Tako da, to se pravi, pod tem vidikom se začne torej, gospa Erika, se začne tale naš pogovor, iskreno, ne, brez nadaljnega, odprto, v spoštovanju resnice, pa tudi v spoštovanju diskretnosti, ki je potrebna, da koga ne rabiš, ne žališ, da koga ne raniš, da komu ne narediš škode, recimo. Kar je seveda tudi, bi rekel, zapoved krščanske ljubezni, ki jo moramo tako takrat, ko govorimo, kot tudi takrat, ko pišemo, upoštevati in spoštovati. To. In tudi mi, ko poročamo novinarji, ne moremo vsega reči, ker pač vsega tistega, kar ti vidiš v ozadju, je bolje, da javnost tudi ne ve po nekaterih tistih. Zato se vračam k tem prvem vprašanju oziroma k začetkom. Kakšna je bila ta Slovenija, ki ste jo zapustili leta 1945 in kakšna je tista, ki ste jo potem srečali po 20 letih režima leta 1965, ko ste se vrnili v Slovenijo? Veste kaj, najprej bi tole rekel, da imam pravzaprav spomine o Sloveniji, ki so dejansko spomini, preden se je začela druga svetovna vojna. In v tistem trenutku, recimo v 30 letih prejšnjega stoletja, je Slovenija, slovenski narod, živel, jaz mislim, da neko dosti srečno obdobje. Veliko je bilo družbenega življenja, veliko je bilo recimo kulturnega udejstvovanja na naših župnijah. Veliko je bilo tudi zanosa, recimo mladinske organizacije, kot so bili Orli, Sokoli. To je vse, bi rekel, je bilo izredno narodno zavedno, narodno ponosno in mislim tudi, kljub vsem problemom in težavam, tudi meni se zdi, da je bil slovenski narod v tistem trenutku srečen narod. Mislim, da je
da je bilo občutje sreče, da je prevladovalo nad vsem drugim. Ker je bil ta narod, je živel globoko, bi rekel, svojo identiteto, potem, ko smo se ločili od Avstrije in zaživeli v novi državi, ki smo jo več ali manj sprejeli. In nas tudi ta država, kolikor lahko sodim, niti ni omejevala v našem, bi rekel, slovenskem bistvu. In nam ni kratila naših pravic, bodisi jezikovnih ali drugih ali verskih. V stari, bi rekel, monarhiji je bilo možno živeti in prijetno živeti in mislim, da je slovenski narod to tudi živel. Zdaj, seveda, vernost je bila takrat veliko močnejša, kot je danes. In da je recimo 90% Slovencev vsako nedeljo bilo pri maši v cerkvi, seveda, ampak to je bilo čisto normalno. Čisto, bi rekel, sprejeto, kot je bilo to ista danost v Evropi, tudi v Franciji, tudi v Italiji, tudi v Španiji, drugod je bilo. Dobro. Seveda, potem pa pride okupacija, to je pa druga stvar. V begunstvu sem vedno ohranil eno, kako bi rekel, idilično podobo Slovenije. In zanimivo, da se je naša slovenska zavest, naprimer, jaz sem bil 7 let v Argentini, potem 8 let v Franciji in tako naprej, da se je naša narodna zavest med tem latinskim južnoameriškim narodom, da se je naša narodna slovenska zavest izredno izkristalizirala in izčistila. In to je zanimivo, da Slovenci pred Latinci nikoli nismo imeli kompleksa manjvrednosti. Nasprotno. Medtem ko pred Germani je pa druga pesem. In zato tukaj na tej meji do Čedala niste zgubili praktično skoraj nič slovenske zemlje, medtem ko na severu, na Koroškem, smo pa ogromno zgubili. Zato, ker je dojemanje Slovenca do Germana čisto drugačno kot dojemanje Slovenca do latinskega človeka. No, to je dobro. In v Argentini, recimo, se je naš narodni ponos mladih Slovencev izredno izkristaliziral in od tega, bi rekel, to me je praktično vodilo skozi celo življenje. Tudi kot ljubljanski nadškof sem raz poudarjal, bi rekel, lepoto in srečo, da sem Slovenec. Tega nisem imel nobenih problemov glede svoje nacionalne identitete. Zdaj, ko sem prišel leta 1965, sem prišel v Slovenijo. Ja, veste, tole je bilo. Najprej sem videl, kako je ta narod pravzaprav ponižan, verni ljudje, kako so ponižani, kako so pravzaprav ustrahovani, kako se ne upajo, bi rekel, tako nastopati, kot je bilo to običajno in čisto normalno pred vojno. Cerkev je bila odrinjena v kot na stran. Jaz sem videl, da je ta narod nekako trpeč narod in boječ narod. In zato sem čutil, da je treba temu narodu dajati poguma, da je treba v skladu s demokratičnimi pravili in tudi glede tega, da se je stalno ponavljalo, da mi živimo v demokraciji, pa bodimo torej v demokraciji in zahtevajmo
vsa pravila demokratičnega življenja v naši državi. To je bilo, no, potem smo pa, seveda moram reči, hitro smo se zbrali v tistih letih, 70 letih, smo začeli recimo na teološki fakulteti, vedno smo postajali bolj glasni glede pravic vernikov v socialistični družbi. Tu so bili recimo profesor France Perkov, ki je potem postal beograjski nadškof. Tu je bil potem doktor Anton Stres, ki je tudi postal ljubljanski nadškof. Potem je bil Franček Križnik, recimo, ki je bil študent v Münchnu in med njimi tudi jaz. No in tukaj smo vodili pravzaprav eno borbo za večjo odprtost socialistne družbe. Nismo delali proti državni ureditvi, proti socializmu nikakor ne. Tudi smo ga nekako deklarativno sprejemali kot režim de facto, ki tukaj je in z njim moramo računati in v tem okviru živeti, ampak naj ta okvir zagotavlja tudi vernim enako svobodo, kot jo zahtevajo drugi zase. To je bila tista 70. leta, ki so bili precej bojevita in ki je nedvomno tudi privedlo, po mojem, do sprememb v naši komunistični partiji, ki je vendarle upoštevala, da tukaj so kristjani in so glasni in je treba upoštevati njihove zahteve. Mislim, da je bilo to zelo pozitivno obdobje. No, potem so prišli drugi, ki so in navsezadnje, to so bile pravzaprav že prolegomena, se pravi prvi koraki k samostojni Sloveniji, samostojni državi in se je že napovedovala nekako razkroj komunistične partije in k temu so veliko pripomogli liberalni krogi, recimo poleg nas, recimo France Bučar, tudi Spomenka Hribar, tudi Peter Jambrek, pa Jože Snoj, pa Dimitrij Rupel in tako naprej in mnogi drugi. Vse to je pravzaprav privedlo potem do razpada partije najprej in potem tudi do razpada države. No, to so. In uresničitve večstoletnih sanj slovenskega naroda, in sicer samostojna država. Rekli ste, da ste 7 let preživeli v Argentini in ohranili ta idealiziran čut slovenstva. Sedaj, ko tile mladi Argentinci, Slovenci iz Argentine prihajajo kot maturanti sem k nam, ko jih vprašamo, kako vidite Slovenijo, ki ste o njej toliko let študirali v teh sobotnih tečajih in na teh sobotnih šolah, nam vedno rečejo, še lepša je od tiste, kot nam jo opisujejo v teh sobotnih tečajih. Tako da je res nekaj ganljivega to, kar se dogaja v tej argentinski skupnosti, ki upravičeno jo imenujemo, da je čudež v Argentini. Če se vrnemo nekoliko nazaj, v vaši formaciji je zelo močan pečat dala Francija. Ko vi govorite o francoski kulturi, filozofiji, umetnosti, da ne govorimo o francoskem jeziku, je kot da bi zažareli. Zakaj enakega odnosa niste imeli naprimer do argentinskega sveta, latinsko-ameriškega sveta ali pa do italijanskega, do Rima, kjer ste tudi veliko let živeli? Tile narodi, južnoameriški narodi, recimo, predvsem argentinski, to je zelo velika mešanica, bi rekel, narodnosti. Narod kot tak ni še enkrat, bi rekel, zaenkrat se še ni tole stopilo res v eno
recimo koherentno narodno enoto, je veliko narodnih razprtij, podtalnih razprtij med potomci Italijanov, potomci Špancev, potomci Francozov, potomci Angležev, potomci Poljakov in seveda tudi potomci starih Indijancev, ki prihajajo recimo predvsem iz Paragvaja in Bolivije. Ne? Dobro, zdaj je gotovo, da je španska, bi rekel, kultura pa vse to v Južni Ameriki je nekoliko obubožana. Saj tisto, ki sem bil jaz deležen v Argentini, recimo, se nikakor ni mogla primerjati s kulturo, s francosko kulturo, s katero sem potem prišel v stik, ko sem prišel v Evropo, ko sem bil star tamle svojih 22-23 let. No in pravzaprav sem stopil v francoski miselni svet, v francoski jezik, ki je čudovit jezik, z velikim, bi rekel, veseljem, z velikim navdušenjem in z nekim, kako bi rekel, je neko soglasje, neko globoko, bi rekel, soglasje, neka lepa bližina med Slovani in Francozi. Veste, Francozi imajo en izraz, ki ga radi uporabljajo, predvsem, če govorijo Slovani, le charme slave, slovanski čar. Ne? Seveda, veste, Francozi predvsem poznajo Ruse in Srbe. In mislim, da je ta slovanski čar, da se nanaša predvsem na tisto, bi rekel, se veste, kaj je tista lepa srpska objest, ne, če je lepa, ne, ki Francozom imponira, kaj imponira tudi kakšna ruska aristokracija in tako dalje. Ampak vsekakor, recimo, do Slovanov je v Franciji, tudi jaz sem to čutil, kot Slovenec, kot Slovan, sem čutil neko naklonjenost, neko bližino. Medtem, ko Latinc pa tega pa nikakor nima takega naravnega, takega odnosa do Slovana, kot ga ima Francoz, recimo. Ne? Italijan, Španci ne ve, ampak Italijani, ki so v Argentini večina, pa niso toliko naklonjeni, recimo, saj bili ali pa oni dol. Tisti Italijani, ki so tukaj, so gotovo danes čisto drugačni. Ne? Torej, čutil sem po eni strani, nisem se mogel tako uživeti, globoko uživeti v južnoameriški svet, kot sem se, moram reči, zelo hitro in z velikim veseljem utopil v francoski svet, v francosko literaturo, ki sem jo iz dneva v dan, vsak dan prebiral, kolikor mi je čas dopuščal, ne? In si usvojil francoski jezik, tudi pisal francosko vsa tista leta, svoj dnevnik in tako naprej. Zaradi te, bi rekel, ravno te bližine in te širine francoskega duha. Francoski duh je res, to je univerzalen. Največ, bi rekel, najbolj univerzalnega človeka, ki ohranja svojo identiteto, ampak ki je pa sposoben razumeti drugega. In mislim, da je to Francoz in da je to francoski narod. Tako sem jaz to doživljal. Mislim, da Francozi bi bili nad vse zadovoljni poslušati te besede, ker tudi oni pač o sebi mislijo, imajo pač ta grandeur, ne, pač oni so zelo zagledani
v svojo veličino. Ampak kljub temu, kar ste vse sedaj povedali, kljub temu, da ste se tako uživeli, da ste tako vzljubili ta svet in v najboljših letih, dejansko, leta 65, vi pridete, se vrnete v Slovenijo. Če hočem biti pristen človek, moram biti pristen Slovenec, ste napisali. Potem ste spregovorili tudi o teh čudovitih letih poučevanja na teološki in tako dalje. Kakšen je bil tisti glavni vzgib, pač da ste vi zapustili to drugo domovino vašo dejansko in ste se vrnili v zatirano domovino, kjer ste že vnaprej vedeli, da boste drugorazredni? Torej, dejansko je to, gledajte, jaz sem razmišljal, Francija me je pritegnila zelo in srečen sem bil in lahko bi tam ostal. Vabili so me tudi v Argentino, ponujali mesto na katoliški univerzi in tako naprej. Ampak jaz sem videl, da so torej moje korenje, moj izvor je slovenski. In torej samo, če sem zvest svojemu slovenstvu, sem zvest svoji človečnosti. Sem lahko pristen človek. Povsod drugod in vsaka druga identiteta, ki bi si jo hotel nekako prevzeti, nadeti, bi bilo v mojem, bi rekel, v mojem življenju nekaj umetnega. Nekaj, kar ne bi bilo pristno. Če sem hotel biti pristno človeški, sem moral biti Slovenec. Vse drugo bi bilo potvarjanje svojega, bi rekel, mojega človeškega lika. Zato pravzaprav je bil klic Slovenije, je bil klic k pristnosti, k človeški pristnosti in tudi možnost, edina možnost resnične človeške pristnosti je bila zame, tako sem videl stvari, je bila to vrnitev v Slovenijo. Zdaj, tukaj sem našel, veste kaj, tukaj sem našel po eni strani, kot sem že prej rekel, eno, bi rekel, ponižano krščansko srenjo. Veliko plahih kristjanov, ki se niso upali javno povedati, izraziti svojega prepričanja. Videl sem tudi, bi rekel, ljudi, ki so trpeli zaradi tega. Ampak, moram pa reči, sem pa tudi v Sloveniji srečal toliko globoke človeške pristnosti, toliko iskrenosti in toliko plemenitosti, toliko radodarnosti, generozita, toliko dobrote, srčne dobrote, kot sem jo našel v Sloveniji. Moram reči, da sem jo težko našel kje drugje po svetu. In to še danes, vsak dan srečujem v Sloveniji. Veste, ta narod je plemenit narod, je dober narod. In mi nimamo nobenih razlogov, da se čutimo manj talentirane, manj srečne ali bi rekel, da nam karkoli manjka. Jaz mislim, da moramo imeti eno zdravo in veselo zavest, da smo Slovenci, da smo to, kar smo. Čisto preprosto. Če ostajamo v Sloveniji in preskočimo teh 16 let delovanja v Papeškem svetu za kulturo, iz Rima ste se v Ljubljano vrnili kot ljubljanski nadškof. Sedaj
Vaše obdobje škofovanja, seveda ste bili v središču pozornosti, da je domala vsak dan. Znani ste bili in ste še danes ne samo po jasnih stališčih, ampak tudi po jasni viziji, ki danes zelo pogosto zmanjkuje na več področjih, tudi v politiki in tudi v filozofiji, če želite. Vi ste imeli vizijo, ste imeli načrt, imeli ste tudi to, da ste hoteli pokazati in dokazati enakopravnost katoličana v javnosti. Vaši brezjanski nagovori, seveda, mislim, da niso bili nikoli poslušani tako, kot so bili v času vašega škofovanja. Kaj vam ostaja z tega ljubljanskega obdobja in dokot mora nek institucionalni predstavnik, kar škof tudi je, s to svojo jasno vizijo, kje so tiste meje, da potem lahko deluje v družbi in uresničuje ta načrt, ki ga ima? Ja, dobro, torej, gledajte, jaz sem bil 16 let sem bil profesor na Ljubljanski teološki fakulteti, potem sem bil 16 let v Vatikanu, v raznih uradih, predvsem urad dialog z neverujočimi in Papežski svet za kulturo. No in potem me je Janez Pavel II. Imenoval za ljubljanskega nadškofa. Potem, ko je Nunci seveda vprašal duhovnike, koga si želijo. No in moram reči, da sem naletel tukaj na eno, po mojem, ne vem, nerazumljiv odpor določenih krogov, odpor in pravzaprav sem se znašel pred steno, ki jo nisem mogel nikakor premakniti. In to so bili, predvsem, to so bili zlasti mediji, se pravi, sredstva javnega obveščanja, napadi. Je pa res, da sem bil precej inovativen, če hočete, da sem nastopil, seveda jaz sem nastopil, gledajte, z izkustvom svobode, ki sem ga prinesel s seboj v Francijo, iz Francije. Jaz nisem doživel partijskih zaporov, kot jih je doživel recimo nadškof Pogačnik, kot so jih doživeli desetine in desetine duhovnikov. Nisem doživel napadov, kot jih je doživel nadškof Volk in tako naprej. Ne? Torej, jaz sem prišel z izkustvom svobode iz Francije in tudi seveda s poznanjem, kaj je demokratična družba. In se mi je zdelo normalno, da v Sloveniji ne more biti drugače kot odprta demokracija, kot je to v zahodnem svetu. Seveda, tukaj je bil pa problem, da so bili določeni, bi rekel, krogi privilegirani, predvsem ljudje prejšnjega režima, ki so drugače pojmovali stvari in se nikako niso strinjali z mojimi zahtevami. Recimo, jaz sem v svojih nagovorih v javnosti, recimo, kjerkoli sem se pojavil, poudaril določene stvari, do katerih imamo kristjani pravico. Recimo, sem kritiziral slovensko šolo, ki je po mojem je bila, ne vem kakšna je zdaj, ideološko zelo, bi rekel, v eno smer. To ni pravi humanizem. Ne? To sem kritiziral določene anomalije v naši družbi. No in seveda sem naletel na hud odpor.
in se je začela, bi rekel, ena taka kar ostra bitka med nadškofom Ljubljanskim in mediji. In moram reči, da ti napadi so trajali vsa leta, ko sem bil nadškof v Ljubljani. In jaz sem bil prepričan, da če bom vztrajal na svojih pozicijah, če bom stalno poudarjal določene zahteve, ki sem jih imel za upravičene zahteve cerkve, da se bo, če ne prej 10 ali pa 15 let kasneje, nekaj premaknilo. Dobro, moram reči tudi, gledajte, v mojem času, in moram reči, modestia aparte, tudi zato, ker sem imel svoj delež pri tem, edini sporazum, ki ga je sklenila Republika Slovenija s Svetim sedežem, je bil v mojem času. Leta 1999 je bil torej sklenjen sporazum, seveda potem so pa zavlačevali in hoteli, da bi se to nikakor bi rekel, ne bilo priznano totalno, kot tudi, bi rekel, na vseh republiških instancah. Leta 2004 pa vendarle tudi parlament, se pravi slovenska skupščina in vse pravzaprav je bilo podpisano, je to dokončno podpisan sporazum med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo. In to, seveda, to je temeljni sporazum, ki je dober, ki pa nič konkretnega ne pove. Pove samo to, da je pač, da sta cerkev in država, da vsaka ima svoje področje in tako dalje, ne govori o ločenosti cerkve in države, ampak dejansko, in nič narobe, da je ločeno, seveda je nič narobe. Ampak, da vsaka inštanca ima svoje področje in spoštuje področje drugega in tako naprej. Je pa rečeno na koncu, da se bodo pogovori nadaljevali in da so tukaj še vprašanja, konkretna vprašanja, ki jih je treba dogovoriti in rešiti, recimo vzdrževanje države kulturnih spomenikov, ki so cerkvenega izvora, 80% je tega cerkvenega izvora. In država ima določeno obveznost, da skrbi za ohranjevanje tega. Drugo vprašanje, duhovna oskrba v bolnišnicah, v zaporih in tako naprej. To dejansko danes je zaradi dobre volje direktorja zaporov, recimo, lahko duhovnik pride tja, če pa pride en drug direktor, bo pa enostavno lahko. Ali pa določena, bi rekel, navzočnost cerkvenih predstavnikov v Slovenski vojski. No, tu je pa seveda, tu je pa NATO zahteval, veste. In tukaj ni bilo problema. Ampak je pa potem problem verouka, recimo. Mi nismo predlagali, da bi bil verouk v javnih šolah, v državnih šolah, ampak da pa je verouk kot pomožni, ali kako se reče, predmet, priznan, tudi državno priznan. In torej tudi, zakaj pa ne, da bi katehiste in katehistinje, ki so lahko duhovniki ali laiki, ali da jih cerkev tudi na nekak način financira. Kar bi bilo čisto potrebno. Ampak vse to so odprta vprašanja. In žal od leta 2004, ko sem jaz odšel v Rim, se stvari niso premaknile nikamor. Gospod kardinal, jaz imam celo morje vprašanj, ure nimam, tudi vi nimate ure, če dovolj... jo imate.
Ne, samo še nekaj bi vas rada in potem, če boste želeli še na kakšno vprašanje. V vašem izredno bogatem življenju s srečanji, dogodki in darovi tudi obdarovanem življenju, eden po mojem najlepših darov je bilo tudi vaše poznavanje oziroma ne vem, če lahko ga definiram prijateljstvo s Josefom Ratzingerjem, s papežem Benediktom, s katerim sta sodelovala več desetletij. Ravno danes bi praznoval 96. rojstni dan. Preminil je na zadnji dan leta, lani. Zelo podobna sta si bili, družila vas je tudi zelo podobna duša, zelo podoben umetniški čut, Duša, veste. Oj. Ja. No, beseda, torej, gledajte, jaz sem poznal, več papežev sem poznal. Prvega, ki sem ga videl, je bil Pij XII. Tamle leta 57, še na Sedia Gestatoria za tiaro, ne, so ga počasi se je pomikal po vidiku in hieratično blagoslavljal ljudi, ne. Dobro, ampak seveda osebno ga nisem nikoli srečal. Srečal sem Janeza 23., ki je bil sila simpatičen, nasmejan človek, ne. S Pavlom VI. Manj, takrat sem bil v glavnem v Sloveniji. Janeza Pavla sem dobro poznal. Velikokrat sem bil pri njem na kosilu v njegovi palači gor v 3. nadstropju. Veliko smo se pogovarjali. Prvič mi je rekel, sem ga pozdravil za Božič, sem rekel, sveti oče, vesele božične praznike. Je rekel, jesteś Hrvat? Sem rekel, ne, sem rekel, Slovenc sem. A, Slovenec. Dobro, seveda, ampak zelo blizu, najbliže tudi potem, ko je bil papež Benedikt XVI. Na, bi rekel, vodilnem mestu, takrat sem bil tudi prefekt kongregacije za redovnike, no in sem se redno srečeval z Benediktom XVI. Moram reči, da je, gledajte, Ratzinger, kardinal Josef Ratzinger, on je bil izredno nežen človek, veste, nežen človek, genialna inteligenca, ponižen, čist, to je bil neverjetno, kakšna lepa duša je bil tale papež Benedikt. In kako je s tako ponižnostjo, uvidevnostjo sprejemal recimo moje informacije, tudi moje nasvete, kako naj to ali ono stvar uredimo, tako kot sem jaz pač pojmoval, ne, in moram reči, da je bilo sodelovanje izredno, torej perfektno. In tudi predvsem pa to, kar me je najbolj, bi rekel, prevzelo, njegova ponižnost, njegova dobrota in njegova izredna inteligenca, kar praktično je bila, torej izredno prijeten človek je bil. Nikoli, da bi se kaj razhudil ali da bi kaj grobo nastopil. Sama milina, ne? In hkrati ena miselna jasnost in prodornost, ki je mejila, po mojem, na genialnost. Pa svetost njegovega življenja. To se je opazilo. No, recimo z tajnikom Sergijem sva večkrat šla
ob nedeljah popoldne, zdaj le zadnja leta, sva šla večkrat ob nedeljah popoldne na sprehod v Vatikanske vrtove. No, in tam smo velikokrat srečali papeža Benedikta, so ga pripeljali z majhnim belim električnim avtomobilom, so ga pripeljali pred Lurško kapelo tam in tam je bila ena klopca, tam se je usedel in je skupaj s svojimi spremljevalci, to je bil njegov tajnik in tiste Memores Domini, so skupaj molili rožni venec. No, in smo se pa tudi potem velikokrat z njim zelo prisrčno pogovarjali. Ne? Ja, je pa bil, torej on kot Bavarc je vedel, da je imela Bavarska tudi svoj čas posestva, torej Bavarska škofija Freising, da je imela posestva v Sloveniji, ne? In tudi vedel, da so na Koroškem, ne, je koroškemu škofu pa nimel veliko uspeha, celovskemu škofu, prejšnjemu, kako se je pisal, Alojz, kako? Ja, no, je rekel, ste celovski škof, naučite se slovensko, pa ni mu uspelo. Kaj pravite, kardinal Rode, če bi na tak najlepši način zaključili najin pogovor s spominom na papeža Benedikta, ki tudi njega mediji niso imeli zelo radi, ne? Tudi o njem smo lahko brali zelo krivične naslove v številnih zahodnih medijih. Vaša eminenca, kardinal Rode, jaz se vam zahvaljujem za ta pogovor, za ta dar, ki ste nam ga poklonili danes tu v Novi Gorici. Veliko lepega ste povedali, ker o lepoti nisva nobene povedali, ker lepota izžareva iz te knjige. O slovenstvu, o naši zahodni kulturi, o tem ponosu, ki ga moramo v srcu vedno imeti Slovenci, slovenski katoličani. Zato res še enkrat hvala, da ste si vzeli čas za to našo skupnost, da ste nam prisluhnili in ste nam posvetili to uro vašega časa. Sedaj knjiga, če želite, je danes tu na razpolago. Simon je tudi danes tu. Gospod kardinal oziroma avtor lahko podpisuje svoje knjige. Sicer pa ste vabljeni, da se z nami ustavite, kot je naš običaj, da še kakšno povemo. Gospod kardinal, še eno lepo darilo z tega konca slovenstva, sedaj zgodovinar Jernej Vidmar vam bo povedal, kaj vam poklanja. Ja, zdaj preden vam podam to darilo, bi se vam rad zahvalil za današnji večer, za današnje besede in še za vseh 30 let, odkar vas spremljam, zlasti za 90 leta, ko ste bil nadškof, ko se spomnim vaših pridig na Brezjah, kako smo komi čakali in pa seveda burno reakcijo medijev proti vam in hvala, da se nam slovenskim kristijanom vlivu samozavest v teh letih. Zdaj, vi ste eden velikih Slovencev 20. stoletja oziroma 21. naše dobe, ste med drugim tudi kardinal, torej princ katoliške cerkve. Jaz vam podajam en majhen predmet, ki je krhek sam po sebi, je pa močen po svojem simbolu, nosim namreč Kristusov monogram. Tle je kopija sokanske oljenke, najdena v Sokanu v 80. letih prejšnjega stoletja, v sokanski prafari in je nekako datirana v čas svetega Hieronima, ko je krščanstvo tle se pač postavljalo na noge in je bilo upanje tem prebivalcem, ne v teh upadih barbarov, tem starim kristjanom, ki so tle živeli. Tako da želim vam, da naj vam sveti, je narejena tako, da je uporabna, tako da, ko boste pisali še kakšno knjigo v vaši pisarni, naj vas spominja na ta dogodek in na Goriško. Hvala.